Zdaj v meni predsednik uprave Semenarne Ljubljana, gospod Aleš Šabeder. S kakšnimi občutki pa ste vi danes sprejeli tako veliko število gostov dejansko z vse Slovenije tukaj na Ptuju? Moram reči, da smo zelo veseli obiska in odziva tako naših kupcev kot naših poslovnih partnerjev na našem selekcijsko-poskusnem centru. Letos smo že zaradi tega, ker je posebej slavnostno leto, torej 110-letnica obstoja družbe, te dogodke, bom rekel, nekako izvajali v enem malo daljšem časovnem obdobju, ampak moram reči, da vsak dan v tem tednu in tudi v tem mesecu je bil zelo velik odziv. Prihajali so skupine iz vse Slovenije, tako od šol, torej šol, ki so v projektu Ekošol, kot tudi fakultet, strokovne javnosti, poslovnih partnerjev. In danes, ko je pa ta osrednji dan, pa moram reči, da se je zbrala res pisana množica tako naših partnerjev kot strokovne javnosti. Moram reči, da smo zelo zadovoljni in zelo veseli, da je takšen odziv na našem centru. Najbrž ste lahko kot prvi človek Semenarne Ljubljana še posebej ponosni, da Slovenci ohranjamo svoja avtohtona semena. Res je, lahko tudi rečem, da je povpraševanje po slovenskih avtohtonih sortah iz leta v leto večje. To spremljamo tudi v naši družbi, saj smo nenazadnje lastnik vseh slovenskih avtohtonih sort vrtnin in pa cvetlic, in ta prodaja se iz leta v leto povečuje. V letošnjem letu lahko povem, da je ta že preko tretjine skupne prodaje so slovenske avtohtone sorte. Še mogoče beseda dve o novostih ali kako naprej s poslovanjem v Semenarni Ljubljana, v okviru Semenarne Ljubljana? Novosti v letošnjem letu, tako kot vsako leto, smo v Semenarni tudi letos pripravili kar nekaj. Posebej smo ponosni na dve, bom rekel, stari slovenski sorti, ki smo jih ponovno obudili k življenju, tako rekoč, in jih dali letos na trg. To je fižol barjanec in pa solkanski radič, ki sta bila hit letošnje sezone in sta tudi že oba za letošnjo sezono povsem razprodana. Kar se tiče pa samih načrtov družbe, pa moram reči, da smo v letošnjem letu pripravili tudi nov strateški dokument, ki obravnava obdobje od leta 2016 do leta 2020, v katerem smo kot prednostne naloge seveda opredelili sanacijo preteklega stanja, ki ga tudi uspešno izvajamo, kot tudi povečanje izvoza. Nenazadnje smo v zadnjih 3 letih dosegli kar lepe številke tudi v izvozu, tako da se širimo iz te osrednje slovenske regije, iz osrednje evropske regije, tudi na zahod, tako da v ponedeljek imamo že prve konkretne pogovore na nemškem trgu. Zelo aktivno se pogovarjamo tudi na ruskem trgu, tako da so naši načrti, bom rekel, kar se tega tiče, zelo smeli. Lepo. Mogoče lahko tudi v okviru teh pogovorov s tujimi partnerji komentirate, kaj bi za vas pomenilo sprejetje tip sporazuma? Sporazum med Evropsko unijo in pa Združenimi državami bi verjetno, vse po naši oceni, glede na to, da je sama vsebina dokumenta še vedno zelo skrbno varovana skrivnost in pravzaprav so redki tisti posamezniki, ki imajo pregled nad celim sporazumom, kaj bo dejansko prinesel oziroma o čem govori, ampak kar se tiče samega semenarstva, prav gotovo se bo to za nas lahko pomeni kar velik pretok, bom rekel, tudi konkurence ali pa večjih multinacionalk. Predvsem je pa velika polemika tudi, če rečem temu, torej prodaja gensko spremenjenih semen, ki bi jo verjetno ta sporazum prinesel na evropski trg, kar pa seveda tudi v naši družbi ne podpiramo, tako kot tudi ne naša država in pa tudi ne Evropska unija. Hvala lepa. Hvala tudi vam.